Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in pa ljubitelji tretje ligaškega nogometa. Pred nami tekma 19. kroga v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod med Iblo Podvinci ter Autorajh Ljutomer. Ja, pred nami je obračun, dokaj zanimiv, bi lahko rekli, glede na stanje na prvenstveni lestvici. Gre za sosedski obračun. Nogometaši Podvincev trenutno 8 s 25 točkami. Točko manj imajo Ljutomerčani, ki so mesto nižje. Ja, mi pa si pred samim začetkom obračuna poglejmo še tudi obe začetni postavi. Pri domačih v vratih Cajnko, v obrambi z leve proti desni Živič, Ramšak, Šalamun ter Dumbovič. Na položaju zadnjih veznih nogometašev sta Kolenko in pa Anžel, pred njima Jan Ziko Zajko. Nato pa v napadu trije nogometaši, levo Akani, najbližje nasprotnikovim vratom Zamuda ter desno kapetan Jernej Orovič, trener domače zasedbe Aleš Čeh. Pri gostih z Ljutomera pa v golu Gergorič, v obrambi z leve proti desni Nemec, Munda Frišter, Tilen Semenič, zadnji vezist Virak, pred njim Gašper Semenič ter Šalamun, v napadu pa tudi trije nogometaši, levo Ketiš, desno Ozbetič. V čisti špici bi lahko rekli, pa tekmo pričenja Skuhala, trener gostov je Rudi Viher. Dolžan sem vam še sodnike tega obračuna. Glavni delilec pravice je Tomaž Jezeršek iz Šentjanža pri Dravogradu, njegova pomočnika pa Tomaž Marin iz Maribora ter Mitja Jonke iz Vuzenice. Delegat obračuna pa je Benjamin Panikvar iz Kidričevega. Ja, sredine igrišča bodo krenili nogometaši Ljutomera, ki bodo ta obračun odigrali v svetlo-modrih dresih, preteženo svetlo-modrih, hlačke so temno-modre. Na drugi strani pa domači v celotni modri športni opremi. In obračun se je medtem tudi začel, takoj poizkus diagonalne podaje na levo stran. Neuspešen poizkus Friša. Podajo prostor, po levi strani je krenil Skuhala, dobro se je postavil branilec domačih Šalamun. Golavt za vratarja Cajnka, ta tako na kratko proti Ramšaku, Ramšak na levo stran, ker je Živič. Šalamun je iskal Oroviča, ki se je ponujal. Gašper Semenič, lepa visoka podaja proti Ozbetiču. Ozbetič dovolj hiter. Prvi strel na tej tekmi pripada gostom, brez težav na koncu z obrambo Cajnko. Živič, Akani. Podaja nazaj proti Anželu. Ramšak, Živič je krenil po levi strani. Živič je takoj spodajal prostor iskal Akanja. Dobro so bili postavljeni gostujoči nogometaši, znova takoj Gašper Semenič z visoko podajo. Do žoge je prišel Skuhala. Nanj pritiska Dumbovič. Še vedno Skuhala s podajo proti Šalamunu. Manjša tehnična napaka Viraga, lepa diagonalna oziroma poizkus diagonalne podaje na desno strani Friša, tokrat je iskal Ozbetiča. Slaba povratna podaja strani Friša. Ramšak.
Ja, če se za začetek oziroma za malenkost v tej 3. minuti dotaknemo tudi medsebojnih obračunov, podaja proti Zamudi. Ta je žogo z glavo odložil proti Zajku. Mislim, da je vendarle obrambni nogometaš gostov bil najvišji, a do žoge so prišli domači. Prekršek nad Zajkom je storil Gašper Semenič. Zajko takoj na desno stran proti Oroviču. Orovič v preigravanju. Slaba podaja tokrat strani Šalamuna, če se ne motim. Ramšak umešal se je, a vendarle, kot se kaže, prekršek Gašperja Semeniča nad Ramšakom. Prosti strel za domače nogometaše. Najvišji Friš. Gašper Semenič z glavo na desno stran, kjer je Tilen Semenič. Ta je takoj s podajo iskal Skuhalo. Slabše posredovanje Ramšaka, tokrat kolenko za kratek trenutek do žoge. Na koncu prav ta nogometaš tudi izbija, a vendarle še vedno v posesti nogometaši Ljutomera. Šalamun na levo stran proti Ketišu. Ketiš Skuhala, Gašper Semenič v bloku Ramšak. Tudi tokrat Ramšak na mestu z izbijanjem. Prekršek je storil Akani. Orovič, lepo se Orovič obrnil ob Nemcu. Nemec je na koncu kapetana domačih zaostal s prekrškom, ja, kar razgiban začetek dvoboja. V bistvu tako eni kot drugi želijo prevladati na terenu, ja, manjše težave ima Munda, Zamuda, še vedno Zamuda pri žogi. Prenos na levo stran, kjer se je odkrival Akani, nekoliko prehitra podaja za slednjega, ampak dober poizkus domačih. Ja, zaradi tega razgibanega začetka obračuna sem se kakšno minuto, dve nazaj želel dotakniti medsebojnih tekem. Ja, poglejmo si statistiko obračunov med tema dvema ekipama, kar se tiče pod okriljem 3. slovenske nogometne lige. Sta se moštvi pomerili 4-krat, videli smo 2 zmagi Ljutomera in 2 neodločena rezultata, tako da v bistvu nogometaši Podvincev še Ljutomerčane v teh 4 medsebojnih spopadih niso uspeli premagati. V gol razliki pa je trenutno 2-6 v prid Ljutomerčanov. Nazadnje pa sta se ekipi pomerili v 6. krogu letošnje sezone, bilo je 1-1. Ljutomerčani so povedli v 7. minuti po avtogolu Ramšaka. Za izenačenje končnih 1-1 pa je v 82. minuti takrat poskrbel Petrinec. Out bo na koncu pripadel domačim nogometašem, izvedel ga bo Dumbovič. Dumbovič je iskal Oroviča, še enkrat na mestu domači branilci, tokrat je bil dobro postavljen Ketiš. Na hitro so out izvedli nogometaši Podvincev. Orovič z roba kazenskega prostora, trese se mreža, ampak zgolj zunanji del. Nevaren, neugoden poizkus kapetana Oroviča z levico v tem primeru. Dovolj spreten, dobro postavljen je bil Ketiš. Izbil je Šalamun. Najvišji Nemec. V posesti pa Zajko. Zajko sijajno podajo na levo stran, kjer že oteka Akani, ki bo dovolj hiter.
On pazi Tilen Semenič, ki je bil uspešnejši, a vendarle out za domače nogometaše. Izvajalec bo Živič. Živič je iskal Zamudo. Friš je bil dovolj pozoren. Kolenko na desno stran proti Dumboviču. Dumbovič je iskal Oroviča. Oroviču je pot zaprl Nemec in out bo tako pripadel nogometašem Ljutomera. Na tleh je obležal kapetan domačih Jernej Orovič. Slednji je medtem že ostal in kot vse kaže, bo lahko brez večjih težav tudi nadaljeval s tem dvobojem. Mi pa se za trenutek dotaknemo še zadnjih oziroma prve 4 obračune tega spomladanskega dela prvenstva enih in drugih. Nogometaši Podvincev so zabeležili 3 poraze in zgolj 1 zmago, se pravi 3 osvojene točke na prvih 4 obračunih tega spomladanskega dela prvenstva. Edino zmago so vknjižili v 16. krogu tukaj doma proti zasedbi Krškega. Medtem pa prvi udarec iz kota na tej tekmi pripadel bo nogometašem Ljutomera. Pospremimo tale kot in na to naprej pogledamo rezultate tega spomladanskega dela, kot že rečeno. Iz kota bo žogo igro poslal Gašper Semenič. Šalamun z razdalje mirno Cajnko, brez težav je ujel žogo domači vratar. Ja, kot že rečeno, nogometaši Podvincev zgolj pri eni zmagi na zadnjih 4 preizkušnjah. Premagali so Krško 2-1, poraz pa proti Hajdini z 2-1, Šmartnem z 2-0 ter doma v prejšnjem krogu proti Brežicam z 1-2. Zamuda nekoliko na pamet v tem primeru. Na drugi strani pa je statistika Ljutomerčanov na teh prvih 4 obračunih spomladanskega dela prvenstva še slabša, bi lahko rekli. Nobene osvojene točke, 4 porazi. Te so doživeli v 15. krogu proti Šmartnem 4-2, na to od Vidma z 1-2 in gostovanja v Brežicah v 17. krogu, ko so doživeli drugi največji poraz v tej sezoni nasploh med vsemi klubi. S kar 8-0 so jih ugnale Brežice in v prejšnjem 18. krogu še na domačem igrišču poraz proti Dravi z 1-3. Brez prekrška nad Skuhalo. Skuhala dovolj hiter. Skuhala v preigravanju, še vedno Skuhala, pravočasno se je obrambo vrnil Kolenko. Akani se je lepo obrnil, vse skupaj je spremljal Friš. Zamuda je prišel do žoge, a na koncu je sam sebi poslal prehitro podajo. Teče 13. minuta v prvem polčasu, rezultat pa še vedno začetnih 0-0. Znova Friš.
Prekršek Zajka, tokrat nad Ketišem, oziroma nad Viragom, se pravičujem. Prosti strel za nogometaše Ljutomera pa bo izvedel Friš. Slaba podaja Friša. Poskus dolge podaja Šalamuna, neuspešen aut za Ljutomerčane. Orovič je krenil po desni strani, še vedno Orovič v samostojnem prodoru. Lepo se je znašel Ketiš, tokrat kar 3 domačimi nogometaši, še vedno Ketiš. Nato pa napaka pri oddaji žoge, iskal je Uzbetiča. Morda je zmanjkalo tudi nekaj energije v tej situaciji za Ketiša. Aut tako pripada nogometašem Podvincev. Friš, še vedno Friš, no diagonalen poskus, tokrat na levo stran proti Ketišu. Žogo je v posesti zadržal Šalamun. Podajo kazenski prostor, izbija Živič, Zajko ima veliko prostora, sjajna podaja Zajka v prostor proti Akaniju. Še vedno Akaniju v preigravanju. Akaniju v prodoru, Kolenko mimo gola, nevaren poizkus. Kolenka z roba kazenskega prostora za las, oziroma kakšen meter in pol mimo desne vratnice gostujočega vratarja Gergoriča. Friš, tokrat je videl, kako teka Uzbetič, tudi tokrat pa prehitra podaja strani Friša in morda nekoliko preveč v teh 17 minutah sili te visoke podaje v prostor, vsaj zaenkrat, če le te niso prinesle nekakšnega uspeha. Šalamun do Dumboviča, Dumbovič. Žoga v posesti domačega vratarja Cajnka. Cajnko tako na kratko do Ramšaka, ta na levo stran, kjer je Živič. Živič je krenil, Akani, prekršek Tirena Semeniča nad Akanijem.
Prosti strel Zajko. Oster predložek na sredino kazenskega prostora, dovolj spretni oziroma najbolj spretni so bili gostujoči nogometaši. Na koncu pa prekršek Zajka nad Ozbetičem. Žoga z igrišča od za Ljutomerčane. Nemec Gašper Semenič je na desni strani iskal Ozbetiča. Do žoge je prišel Tilen Semenič v bloku Akani in to bo out za Ljutomerčane. Živič dobro kolenko, pametno je žogo nastreljal v Ozbetiča in to bo gol out za Cajnka. Gol out za gostujočega vratarja Gergoriča. Gergorič najvišji v skoku je bil Orovič. Brez prekrška tokrat nad Dumbovičem. Še en out za Ljutomerčane, tokrat izvajalec Nemec. Nemec je iskal oziroma na koncu tudi našel Ketiša, ki je poizkusil s preigravanjem. Prekršek Friša nad Zamudo, ki je obležal na tleh. Prosti strel za domače nogometaše. Na hitro ga je izvedel Zajko, če se ne motim, Orovič. Orovič je videl, kako uteka Akani, ki ni bil dovolj hiter v tej situaciji. Takoj pa z igro nadaljujejo nogometaši Ljutomera. Friš, Virak, še ena visoka podaja v prostor, tokrat uteka Ozbetič. Ozbetič! Vendarle je Ozbetič storil prekršek po tom mnenju sodnikov nad Živičem. Sicer je Ozbetič zatresel gol oziroma mrežo domačega vratarja Cajnka, ampak predtem je akcijo prekinil sodniški žvižg strani Tomaža Jezerška. Sreča v tem primeru za domače nogometaše. Lepa kombinatorna akcija oziroma lep hiter prenos strani nogometašev Ljutomera. Ramšak mirno nazaj proti Cajnku. Najvišji v skoku Tilen Semenič, izbil je Munda. Na levi strani ima veliko prostora Nemec. Nemec nekoliko na pamet, brez prave ideje v tem primeru strani levega bočnega nogometaša Ljutomera. Cajnko pa znova na kratko proti Ramšaku. Ramšak kolenko. Kolenko je nastreljal Anžela, popravil svojo napako, dobro prebral namero gostov. Oster štart, tokrat
Viraga. Zamuda je žogo lepo spustil za Orovića, Orović sam pred golom, ampak v ključnem trenutku je Oroviću, mislim, da žoga nerodno skočila in ja, zapravil sjajno priložnost, najlepšo na tej tekmi v 24 minuti, lepo pa je Oroviću žogo odložil Zamuda v tem primeru, ampak ja, kot že rečeno, mislim, da je žoga res nerodno odskočila Oroviću v najbolj ključnem trenutku pri zaključku te akcije. Tokrat Orović najvišji v skoku, iskal je Zamudo, dobro se je postavil Munda. Nemec tudi tokrat ne najbolje. Munda pred Zamudo. Šalamun pa žogo mirno, brez kakršnega koli tveganja pošilja v out. Tilen Semenič na desni strani. Žoga bo na koncu pripadla nogometašem Podvincev. Orović je sjajen, prvi dotik žogo Orovića, nato je na desni strani iskal oziroma želel, da bi Zamuda odtekal, slednji tej akciji ni sledil. Orović je najvišji. Po desni strani je krenil Tilen Semenič. V prostor skuhala dovolj hiter. Ta je spodal nazaj, iskal Tilena Semeniča, žoga je prišla do Akanja. Dobro je Akanja spremljal Virak. Prekršek na koncu Akanja nad skuhalo, prosti strel za Ljutomer z dokaj ugodnega položaja v tej situaciji. Gašper Semenič proti bližnji vratnici, izbil je Zajko, na tleh je v kazenskem prostoru obležal Ozbetič, tako že ostal. Friš, ja, Friš je morda v tej situaciji prejel udarec, ja ali ni, sodniki so odločili, da ni. Še vedno na teh Friš.
Slaba podaja tokrat strani Dumboviča proti Oroviču, a vendar je na koncu out za domače nogometaše. Teče 28. minuta v prvem polčasu, rezultat še vedno 0-0. Out za nogometaše Podvincev pa bo izvedel Karlo Dumbovič. Dumbovič izbil je Munda, to bo še en out za domače. Še tretji out zapored za domače nogometaše, na koncu pa prekršek Zamude v napadu nad Nemcem. Ramšak izbija. Lepo se je Zajko obrnil ob Dumboviču, na koncu prekršek nad Zajkom. Prosti strel za domače, na hitro ga je želel izvesti Anžel, ampak glavni sodnik zahteva izvedbo tega prostega udarca s položaja oziroma z mesta, kjer je bil prekršek storjen. Ramšak na levo stran do Živiča. Živič znova nazaj do Ramšaka. Zajko vendar je dovolj hiter, Zamuda. Zamuda nazaj do Ramšaka, težka podaja strani Zamude. Ramšak je lepo našel Oroviča, Orovič je krenil. Še vedno Orovič, Orovič strelja, gol od vratnice, gol! 1-0 vodijo domači, zadetek je dosegel Jernej Orovič po samostojni akciji. Navznoter se namestil na desnico, zaključil in žoga je od vratnice končala v golu Gergoriča, tako nogometaši Podvincev od 31. minute vodijo z 1-0, strelec zadetka pa kapetan Jernej Orovič. Po levi strani je zdaj krenil Skuhala v samostojni akciji, Skuhala, Živič izbija. Mislim, da je bil Cajnko že premagan v tem primeru, dobro pa je bil postavljen Živič, preprečil ekspresno izenačenje gostov in to bo drugi udarec iz kota za nogometaše Ljutomera. Ja, nekaj sreče tudi v tem primeru za domače, ki so takoj po golu nekoliko pozabili na branjenje. Oster predložek, izbil je Ramšak. Poizkus z volejem Ketija visoko čez gol. Ramšak utekal je Živič, vendar je nekoliko prehitra podaja za Živiča.
Akani. Brez prekrška nad Akanjem. Cajnko, Ramšak. S komolcem je tokrat, mislim, da Dumboviča zadel Ketiš, ki je bil v prodoru. Rumeni karton je, kot vse kaže, prejel Ketiš za ta prekršek. Zajko na kratko proti Ramšaku. Ramšak pa vse nazaj do Cajnka. Ramšak iskal je Akanja. Lepo se je Tilen Semenič znašel v Akanju. Iskal Ozbetiča. Friš je iskal Gašperja Semeniča. Na koncu pa out za domačine. Kolenko je bil dovolj pozoren oziroma dobro nastreljal Šalamuna, če se ne motim. Munda takoj na levo stran proti Ketišu. Nanj je pritisnil Dumbovič, v obrambo se je vrnil v pomoč tudi Orovič. Prekršek Ketiša nad Orovičem. Prosti strel bo pripadel domačim. Zajko lepo na desno stran. Dumbovič iskal je Oroviča, ki ni uspel zaustaviti te podaje. Prekršek Anžela. Tudi tokrat glavni sodnik zahteva izvedbo tega prostega strela z mesta, kjer je bil storjen prekršek. Podobna situacija je bila prej v obratni smeri. Friš pravočasno zvrat Cajnko. Cajnko takoj z dolgo podajo iskal oziroma videl je, kako teka Zamuda. Živič Zamuda pritiska na Friša. Dobro se je Zamuda vmešal. S telesom onemogočil Frišu, da bi leta vsaj izbil žogo iz svoje polovice. Out za nogometaše Podjuncev. Živič nazaj do Ramšaka. Živič, lepo pametno Živič do Zamude. Še vedno Zamuda. Pravočasno je žogo odložil Zajku. Ta pa mirno nazaj na desno stran do Dumboviča. Dumbovič pa vse nazaj proti Cajnku. Ramšak. Orovič takoj nazaj spodajal do Ramšaka. Ramšak še vedno. Ramšak pa nekoliko nespametno oziroma morda je podlegel temu pritisku. Više so stopili nogometaši Ljutomera.
Lepo je Šalamun predvideval to podajo. Orovič je žogo odložil do Zamude, Zamuda žogo vendarle uspel zadržati v igrišču, na koncu storil prekršek, prosti strel za nogometaše Ljutomera. Morda bi v tem primeru bilo pametneje strani domačega napadalca, da bi takoj povratno žogo odložil Oroviču, ki je že utekal. Šalamun in Skuhala v dvoboju. Šalamun se je dokaj solidno v tej situaciji postavil. Dumbovič je videl, kako uteka Zamuda. Brez tveganja na koncu Munda, kapetan Ljutomera. To bo, kot se kaže, kot prvi na tej tekmi za domačine, če se ne motim. Prva! Pa ne to! Slaba podaja na koncu Kolenka. Do žoge bo še enkrat več prišel Zajko. Zajko brez težav mimo Nemca, na desni strani je videl samega Anžela. Anžel Zamuda je odlagal. Orovič čez gol, lepa kombinatorna akcija domačih. Na koncu pa Orovič preko gola. Ja, nogometaši Ljutomera razen tistega zadetka Ozbetiča, a slednji je predtem storil prekršek nad Živičem, niso bili nevarni. Na drugi strani pa zraven tega gola, ki je obveljal Oroviča v 31. minuti še domači dvakrat, mislim, da v kar ugodnem položaju. V obeh primerih je bil oziroma se je v tej situaciji znašel Orovič, po desni strani je zdaj krenil Dumbovič. Brez prekrška na koncu Nemca, čeprav prekršek zahtevajo domači. Še vedno na tleh Dumbovič. Zajko žogo športno medtem vrača gostom. Slaba podaja tokrat Nemca. Munda izbil je Kolenko. Orovič je takoj pritisnil na Nemca, ga spravil v težave, ta se je dobro znašel. Virak, nam pazi Anžel. Na koncu pa out za domače. Prekršek Nemca nad Orovičem, prosti strel za nogometaše Podvinca v 43. minuti.
Bomo videli, ali lahko morda nevarne zapletijo ali celo pridejo do drugega gola iz tega standardnega položaja. Zamuda oster, nevaren poizkus zamude, ki je dobro videl, da ima vratar nekaj prostora oziroma da morda ni pripravljen na takšen zaključek, ampak lepa obramba Gergoriča na koncu, 44. minuta, drugi kot za domače na tej tekmi. Oster predložek zamude, tudi tokrat nevaren. Brez prekrška nad Orovićem. Šalamun je videl, kako po desni strani uteka Tilen Semenič. Ozbetič, prekršek nad Ozbetičem. Lepo se je Šalamun obrnil, oziroma Gašper Semenič, se pravičujemo, Ozbetič, nevaren oster predložek pred gol, ker se je krival Ketiš. Mislim, da v tej situaciji Ketiš ni vedel oziroma ni pričakoval, da bo žoga vendarle prišla do njega in glavni sodnik je medtem odpiskal konec tega prvega polčasa. Domači pa na odmor odhajajo z minimalno prednostjo 1-0. Strelec gola pa je bil kapetan Jernej Orović. Mislim, da po prikazanem lahko rečemo, da zaslužena prednost Podvincev, ki so zraven tega gola še imeli dve lepi situaciji za zadetek. Treba izpostaviti tudi, da na drugi strani so Ljutomerčani po rezultatu 0-0 zatresli mrežo, a zadetek je bil razveljavljen zaradi prekrška, ki se je zgodil pred samim zaključkom akcije. Ja, kot že rečeno, prvi polčas, prvih 45 minut, Podvinci, Ljutomer 1-0. Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in pa ljubitelji tretje ligaškega nogometa. Pred nami še drugi polčas 19. kroga tretje slovenske nogometne lige Vzhod med Podvinci ter Ljutomerom. Po prvem delu pa nogometaši Podvincev vodijo z 1-0 po zadetku Orovića v 31. minuti. So prišli domačini do te minimalne prednosti, ki jo imajo po prvih 45 minutah. Sredine igrišča za ta drugi del pa so krenili prav slednji, ki igrajo ta obračun v celotno modri športni opremi. Na drugi strani pa so Ljutomerčani v pretežno svetlo modri opremi. Zajko medtem dovolj hiter pravočasno na levo stran proti Živiču, ki je osvojil nekaj prostora. Živič prenos na desno stran, iskal je Orovića, slednji ni utekal oziroma tudi prehitra, predolga podaja strani Živiča.
Friš, Munda. Izbija Dumbović. Znova pri žogi Munda. Friš ima težave. Nesporazum v taboru gostov. Dobro je Kolenko z 10. štartom priboril ekipo svoji ekipi. Ja, Zajka je videl, kako teka Orović. Friš. Ketiš. Gašper Semenič. Znova Ketiš. Prekršek nad Ketišem. Prosti strel za Ljutomerčane. Ketiš je ja, zelo dobro v tej situaciji izsilil. Mislim, da maksimalno, kar se je izsiliti dalo. Prosti strel za Ljutomerčane pa bo izvedel Gašper Semenič. Gašper Semenič nazaj s podajo proti Nemcu. Gašper Semenič, težka podaja za Ketiša. Izbil je na koncu Šalamun. Nov out za nogometaše Ljutomera. Izvajalec pa Nemec z leve strani. Dumbović pravočasno z izbijanjem. Akani ni uspel zadržati žoge. Nemec Orović uspešnejši. Orović težka podaja za Zamudo, ki je žogo vendarle nekako uspel z glavo odložiti proti Akaniju. Vmešali so se branilci Ljutomera, Munda. Munda takoj je lepo videl, kako tega skuhala. Vendarle nekoliko prehitra podaja za slednjega. Gremo, Pavić, gremo! Poizkus diagonalne podaje proti Akaniju. Akani Zamuda z roba kazenskega prostora. Nevaren poizkus v bloku, če se ne motim. Virak, še tretji kot za nogometaše Podvincev na tej tekmi. Podaja proti oddaljenejši vratnici, slab predložek Zajka. Gol je hitro izvedel Gergorič. Friš. Friš, znova hiter poizkus gostov, ki veliko poizkušajo s tem prenosom, z visokimi podajami. Lepo sta tokrat vse skupaj odigrala. Ja, v ugoden položaj za strel je prišel Gašper Semenič, ki je zgrešil, po levi strani pa sta vse skupaj zrežirala Nemec ter Ketiš. Žoga je prišla do Gašperja Semeniča, ki pa je na koncu z desnico sprožil visoko čez in pa tudi mimo gola, bi lahko rekli. Gola od za Cajnka. Ta ga je na hitro, na kratko izvedel s podajo proti Šalamunu. Šalamun do Ramšaka. Ramšak nazaj znova do Cajnka. Ta še enkrat Ramšaku. Ramšak si je privoščil napako. Povratna podaja, pravočasno pa se je vračal Kolenko. Ajmo
zamri. Nevaren strel z roba kazenskega prostora Tilna Semeniča, gol 1:1. V 52 minuti so nogometaši Ljutomera prišli do izenačenja. Ja, ta drugi del so gostje odprli zelo napadalno, stopili so nekoliko više in hitro prišli do izenačenja in od 52 minute naprej je rezultat znova poravnan. Bomo videli, kakšen odgovor oziroma kako bodo odgovorili domači nogometaši. Zajko mirno nazaj proti Anželu, Anžel do Ramšaka. Ja, za trenutek so popustili, pozabili na branjenje v taboru domačih in vse skupaj so kaznovali nogometaši Ljutomera. Gol je dosegel, kot že rečeno, Tilen Semenič, ki se je lepo priključil v napad in z notranjim delom mirno zaključil natančen strel. Šalamun nanje takoj pritisnil Ketiš. Na koncu avto za domače. Živič ga je hitro izvedel, ampak ne najbolje. Avt bo v tem primeru pripadel nogometašem Ljutomera. Tilen Semenič, Živič najvišji v skoku. Do žoge Anžel, na nje je takoj pritisnil Ozbetič. Anžel in Ozbetič sta si skočila v lase. Ramšak proti Šalamunu. Šalamun je zdolgo podal, iskal na desni strani Dumoviča. Iz avta hitro Živič proti Ramšaku, ta do Anžela. Anžel na levo stran znova Živiču, ta še enkrat več nazaj do Ramšaka. Prehitra podaja na koncu za Akanija. Zajko takoj v prostor, lepa podaja do Akanija, še vedno Akanija, Akani strelja mimo gola. Mimo gola na koncu, mimo leve vratnice gostujočega vratarja, lepa hitra akcija domačih. Nekaj malega je v tej situaciji zmanjkalo Akaniju, da bi za svojo ekipo dosegel drugi gol na tej tekmi in Podvinci bi kaj hitro znova že lahko bili znova v vodstvu. Če se nam za malenkost dotaknemo še preostalih obračunov v tem krogu. Danes v bistvenem terminu v 16. sta se pričeli obračuni Zavrč Drava, Krško Korotan ter Hajdina Rače. Ob 18. pa še bo odigran oziroma se bo začel obračun Brežice Dobrovce. Jutri pa pred nami še dve tekmi, obe ob 16. Šmartno Šampion ter Dravograd Videm. Ja, predvsem bo zanimivo videti, kako bo Drava odigrala v Zavrču. Zavrč, ki je v prejšnjem krogu presenetil na gostovanju Videmčan in jih ugnal z visokih 1:4.
Tokrat slab predložek Tilna Semeniča, akcijo so vseeno gosti izvedli do konca in lepo odigrali, bi lahko rekli, ampak žoga je že predtem odšla z igrišča. Ramšak na desno stran, kjer je žogo v igrišču uspel zadržati Orovič. Lepo je Gašper Semenič žogo spustil za Ketiša. Ja, prav tako pa bo prav gotovo zanimiv, oziroma je zanimiv obračun Hajdine in Rač. Gre za obračun dveh ekip, ki se nahajata v spodnjem delu prvenstvene lestvice. Rače imajo 20 točk in so na 12. mestu, Hajdina 2 mesti više na 10. z 2 točkama več. Izbija Živič. Slabo je Zamuda ocenil žogo v tej situaciji. Anžel. Pravočasno pa na koncu pri oddaji žoge vendarle Virak. Zamuda, ostra podaja proti Zajku. Slednji je dovolj hiter, še vedno Zajko. Morda je nekoliko zamudil s podajo v tej situaciji. Tilen Semenič takoj naprej do Ozbetiča. Tokrat je Tilen Semenič slabo ocenil let te žoge. Akani pri njej. Na koncu pa Tilen Semenič mirno, spretno. Žoga ostaja v igrišču, Ozbetič je krenil po desni strani. Prekršek pa je storil Anžel. Orovič ima veliko prostora. Na desni strani je že odtekal Karlo Dumbovič. Orovič se je odločil za Kanija, ki se je ustavil. Orovič mirno proti Dumboviču. Ja, kar živahen drugi polčas spremljamo. Dumbovič dobro se je postavil Ketiš. Po levi strani je krenil Živič, prekršek Tilna Semeniča, za katerega je prijel rumen karton. Prosti strel pa bo izvedel pri domačih nogometaš številko 10, Zajko. Živič je medtem ostal, tako da v kratkem mislim, da lahko pričakujemo izvedbo prostega strela strani domačih. Glavni sodnik je pravkar dal znak. Zajko izbil je Munda.
Ozbetič in Ramšak v dvoboju. Uspešnejši je bil sicer Ramšak, ampak Ozbetičev pomoč prišel Skuhala. Orovič, gol! 2-1, 62. minuta, drugi gol na tekmi Oroviča in 10 minut po izenačenju so nogometaši Podvincev znova v prednosti, tudi tokrat strelec Orovič. Rumeni karton zaradi ugovarjanja stranskemu sodniku je prijel Munda. Rumeni karton tudi glavnemu trenerju Ljutomera, ki prav tako ugovarja na eno izmed odločitev pred tem. In tudi drugi vratar, če se ne motim, je porumenel. Ja, v teh trenutkih se je kar razmahal glavni sodnik. Gostje pa nezadovoljni sodniško odločitvijo, da se obračun oziroma da se je tekma nadaljevala. V tem primeru še vedno potekajo pritožbe strani gostujočih nogometašev. Borsko gledamo, kaj da? Dobro, dečki, dobro. Bolj je rekel, dobro je. Friš znova, tako je poizkus z dolgo podajo. Morda Friš pretirava s temi podajami, ki vsaj zaenkrat še niso obrodile sadov, bi lahko rekli. Cajnko proti Ramšaku, ki ima manjše težave. Dobro je bil postavljen Živič, da je žoga ostala v posesti domačih. Ramšak pa proti Zamudi. Zamuda, kar optimističen poizkus domačega napadalca. Gergurič takoj na kratko do Munde. Munda na levo stran, kjer je Ketiš. Ketiš nazaj s podajo do Nemca. Friš na Mundu je pritisnil Orovič. Munda je padel. Ne vem, če ga je sploh Orovič zadev v tej situaciji. Munda je pritisnil na Šalamuna, ja, zato pa zdaj rumen karton za Zamudo. Akani, žogo je odložil Živiču. Živič je iskal Zamudo brez prekrška. Kar zanimiva odločitev strani glavnega sodnika. Mislim, da je Friš prav gotovo z rokama držal Zamudo v tej situaciji, ampak dobro, tekma se nadaljuje. Dumbovič, na nje je pritisnil Virak, out na koncu za Podvince. Orovič in spodajo do Zamude. Zamuda pritiska na Mundo. Munda, mirno Friš. Virak. Virak takoj spodajo v prostor, predolga podaja oziroma prehitra podaja za Ketiša. Ampak ja, treba je poskušati tudi s takšnimi podajami za hrbet domači obrambi.
Akani in Tilen Semenič v dvoboju. Šalamun se je vmešal, ki je bil uspešnejši. Ozbetič nam pritiska Ramša, ki je izgubil dvoboj, podaja Ozbetiča proti Šalamunu in pa sijajna obramba Cajnka, ki je svoje moštvo ohranil v prednosti s to reakcijo. Dobro bo igrišča pripravljeni dve zamenjavi v taboru domačih, na tleh pa je medtem obležal Ozbetič, ki ima nekaj težav, tu se kaže s krči, ampak vendarle bo morda celo potrebna zamenjava, da Ozbetič tekme ne bo mogel nadaljevati, vsaj tako je pokazal eden izmed rezervistov pri gostih. Mislim, da gre za Primoža Paniča. Medtem pa, kot že rečeno, v obrobu igrišča dve zamenjavi, v taboru domačih iz igre nogometaš številko 77 Zamuda. In pa nogometaš številko 7 Akani. Podaj proti oddaljenejši vratnici, kjer se odkrivajo skuhala, vendarle previsoka in to bo gol out za Cajnka. Na mesto Zamude pa je v igro vstopil Jan Cesar, prav tako pa še na mesto Akanja nogometaš številko 9 Alen Pihler. Anžel in pa Ketiš v dvoboju. Anžel bo moral paziti na takšne situacije, že ima rumen karton. Teče pa 69. minuta, prav pa tako po obrobu igrišča pripravljeni dve zamenjavi pri gostih iz igre. Ozbetič, ki se kot vse kaže poškodoval v prejšnji situaciji, prav tako pa z igrišča nogometaš številko 8 Gašper Semenič. V igro pa nogometaš številko 20 Primož Panič in pa nogometaš številka 19 Santino Nikolič. Prosti strel za Ljutomerčane pa bo izvedel Munda. Ketiš najvišji, a pravočasno z gola Cajnko. Gremo, Pavlič, gremo! Hvala, Bog, gremo, ajde! Orovič, težave ima Munda. Do žoge je dobro prišel Pihler. Na koncu pa je Munda vendarle vse skupaj razrešil. Lepo Virak proti Ketišu, ki je krenil po levi strani. Ketiš je videl, da je nekoliko z gola postavljen Cajnko, ki pa je vse skupaj dobro predvidel. Mirno žogo tudi ujel. Cajnko je našel Cesarja, Cesar do Dumboviča. Dumbovič, Zajko, Orovič, prekršek Nemca. Zajko v preigravanju. Zajko je želel presenetiti gostujočega vratarja Gergoriča.
Ta je strel obranil in to bo še četrti kot za domače na tej tekmi. Podaja proti oddaljenejši vratnici Zajka, tudi tokrat ta podaja ni našla nobenega izmed njegovih soigralcev. Šalamun, na koncu je Ramšak zaustavil Šalamuna pri tem prodoru. Tudi tokrat dovolj prisoten Cajnko. Panič, lepo se je znašel Panič. Na koncu je Anžel dobro posredoval, Orovič je krenil hiter proti napad, Orovič na levo stran, ker je Pihler, ki bo prav gotovo dovolj hiter. Pihler, ja, zanimiva odločitev, žogo je pustil kar daleč, da mu je ta odšla in na to takoj spodaj iskal Cesarja. Izbil je Nikolić. To bo še ena od za nogometaše Podvincev. Orovič, dobro tokrat Friš. Orovič še pravočasno v izbijanju. Out za Ljutomerčane bo izvedel Tilen Semenič. Panič, Anžel do Kolenka, Kolenko takoj z izbijanjem. Zajko je bil uspešnejši od Nikolića. Cesar, Orovič, oster prekršek Šalamuna. Prosti strel pa bo izvedel Zajko. Zajko zadev enega izmed gostujočih nogometašev pri tej izvedbi prostega udarca. Na koncu peti kot za domače. Zajko tudi tokrat proti oddaljenejši vratnici, kjer se je odkrival Orovič, ki je imel priložnost, da pride do hat-trika na tej tekmi. Ampak na koncu še šesti udarec iz kota za Podvince.
Podaja proti bližnji vratnici tokrat, ker se je odkrival Ramšak. Kolenko z velike razdalje, brez nevarnosti za Gergoriča. Gremo, Pavliči, gremo! Izbija Ramšak. Cesar. Predtem pa prekršek nad Ketišem. V naslednjem krogu bodo nogometaši Podgorice odšli na gostovanje v Dobrovce. Prekršek Anžela nad Viragom predtem, oziroma medtem, se pravičujem. Ja, kar zahteven preizkušnja. Dobrovce sicer na predzadnjem mestu, ampak ja, ta drugi del so stopili nekoliko bolje, kot so končali, oziroma bi lahko rekli, da nadaljujejo tako, kot so končali prvi del. Nogometaši Ljutomera pa bodo na domačem igrišču gostili Zavrč, ampak glede na trenutno formo bi rekli, da so nogometaši Zavrča v vlogi favorita. Morda nekoliko prehitra podaja strani Oroviča za Pihlerja. Ampak tudi danes še tekma ni končana, pred nami še vsaj 13 minut, pa verjetno tudi sodniški dodatek. Cesar izbija Friš. Šalamun se je vmešal. Ramšak na koncu izbija. Ja, v zadnjih 5-6 minutah so obojni nekoliko padli, bi lahko rekli. Tempo je nekoliko upadel. Veliko je tega nabijanja bilo v zadnjih trenutkih. Kolenko pritiska na Gašperja Semeniča, oziroma ne, se pravičujem, na Ketiša. Storil je prekršek. V bistvu pameten prekršek strani Kolenka v tej situaciji, s tem je onemogočil kakršenkoli hiter prehod Ljutomerčanov. Izbija Šalamun. Na koncu je žoga vendarle preskočila Pihlerja. Sednji nadaljuje s pritiskom tudi na gostujočega vratarja. Kolenko najvišji. Friš. Friš na desno stran, kjer je Nikolič. Nikolič in Ketiš v dvojni podaji, še vedno Nikolič. 11 metrov, ko zahtevajo tabor Ljutomera. Po mnenju glavnega sodnika slednje ne bo, oziroma ni. Tekma se med tem že nadaljuje, seveda. Živič. Zajko mimo Šalamuna brez težav. Še vedno Zajko. Anžel, Dumbovič iz prve proti Oroviču. Na koncu pa vendarle žoga z igrišča, out za Pihler s pritiskom na zadnjo vrsto Ljutomera, ki so žogo na to zapravili. Podlegli temu pritisku. Pihler
Žogo v bistvu z noge dozel Zajko v tej situaciji. Na to po desni strani so že krenili Ljutomerčani. Anžel vendarle izbija. Ja, vsela je v bistvu, ko pridejo Ljutomerčani tu nekje na 20-25 metrov, je obramba Podvincev oziroma domači postanejo nekoliko panični, nervozni v zadnjem delu. Ampak zaenkrat so vse preživeli oziroma tudi po zaslugi vratarja Cajnka, ki je lepo obranil eno izmed priložnosti gostov. In še četrti kot, če se ne motim, oziroma tretji kot za Ljutomerčane na tej tekmi. V 82 minuti izvajalec bo nogometaš številko 5 Šalamun. Šalamun izbija dokončno, brez kakršnega koli tveganja. Jasno, Ljutomerčani bodo v teh zadnjih 7-8 minutah iskali zadetek izenačenja. Slaba podaja strani Nemca. Iz avta Živič, prekršek Pihlerja nad Tilnom Semeničem. Mirno je žogo je v Cajnko. Po desni strani je krenil Dumbovič, našel Oroviča, Orovič do Zajka. Zajko še enkrat Oroviču. Orovič v preigravanju, na koncu pa prekršek, mislim, da 2 ali celo 3 nogometašev Ljutomera. Res prosti strel zelo ugodnega položaja za domače, kot vse kaže, pa bo zdaj žogo vzel Orovič, ki ima priložnost, da doseže hat-trick. Orovič čez gol. Najvišji Orovič. Zajko in Nikolič v dvoboju. Uspešnejši Zajko. Nam pritiska Nikolič. Zajko brez težav. Nato pa slaba podaja Zajka. Panič v prostor. Ketiš dobro z drsečim štartom. Anžel. Pihler pritiska na Friša, ki ima težave. Na koncu je slednji vendarle vse skupaj dobro posredoval. Oziroma z dobrim posredovanjem. Pihler, Orovič v bloku Munda, brani Gergorič. Gostje jasno že takoj nadaljujejo, teče 86 minuta, čas za Ljutomerčane se izteka, da pridejo do kakšne točke na tej tekmi. Skuhala v prostor Panič.
Z glavo izbija Živič. Cesar je pritisnil na Semeniča, ki je žogo vendarle uspel spraviti do Viraga. Ramšak na mestu. Živič. Prehitra podaja na koncu strani Paniča, to bo out za domače obrobo igrišča, pa pripravljena tretja zamenjava pri Ljutomerčanih. Iz igre odhaja Virak. V igro pa če se ne motim, nogometaš številko 26, Rok Kocuvan. Na tleh je obležal Orovič. Športno pa gostje žogo pošiljajo iz igrišča, še vedno na tleh kapetan Orovič. Pihler je žogo športno vrnil Mundi, oziroma Ljutomer, natančneje Mundi, seveda gostujočemu kapetanu. Friš znova poizkuša z visoko podajo, tudi tokrat neuspešno. Iz igre pa pri domačih odhaja Kolenko, nogometaš številko 27. V igro pa prihaja nogometaš številko 17, če se ne motim, Anej Simonič, tako je. Simonič odhaja na desno stran, na položaj desnega vingerja, Orovič pa se je preselil v sredino. Friš proti Šalamunu, ta takoj na levo stran, ker je Nemec. Semenič je nasedel na finto Nemca. Cajenko pa zdaj krade čas nogometašem Ljutomera, če je čisto na rob kazenskega prostora. Cajenko z dolgo podajo. Izbija Ramšak. Brez prekrška na koncu. Nekoliko so ga hoteli izsiliti gostje, lepo pa je Zajko našel Pihlerja. Pihler s povratno podajo, videl je, kako teka Cesar, ampak slaba podaja strani Pihlerja, oziroma ja, v bistvu je vse skupaj dobro spremljal tudi kapetan Munda. Skuhala pa v prepovedanem položaju. Najvišji skok Semenič. Zajko je uspel zadržati žogo.
še vedno Zajko v preigravanju na koncu, brez prekrška nad domačim nogometašem in morda je prav to priložnost, da sproti napada s hitrim prehodom. Gostje pridejo do izenačenja, izbil je Šalamun. Jasno, nobenega tveganja v teh trenutkih strani domačih, avt za Ljutomerčane. Izvedel ga bo Nemec do Šalamuna, ta vrača Nemcu. Nikolič, Šalamun na desno stran, kjer je Skuhala, ki pa je zelo slabo ocenil to podajo. Sploh se ni uspel dotakniti, kaj šele zaustaviti. Še ena menjava ob robu igrišča v taboru domačih. Iz igre nogometaš številko 8 Morovič, v igro pa prihaja nogometaš številko 14 Anej Kirbiš. Morovič zapušča igrišče, kapetanski trak je za to zadnjo minuto, mogoče dve, predal Ramšaku. Morda pa bo glavni sodnik že ob tem, ko bo vratar Cajnko žogo poslal v igrišče, odpiskal konec. Bomo videli, kako se je odločil glavni sodnik tega dvoboja. Najvišji Tiren Semenič, Skuhala tokrat dobro s prvim dotikom. Prednost je pustil glavni sodnik, izbija Dumbovič. Prekršek Pihlerja nad Frišem. Friš na hitro. Semenič, Skuhala. Cesar prekršek. Rumeni karton je dobil Cesar. Podajo kazenski prostor, najvišji je bil Zajko. In glavni sodnik je med tem odpiskal konec tega obračuna. Zmaga Podvincev z 2-1. Ja, mislim, da na koncu bi lahko rekli zaslužen rezultat. So bili nekoliko boljši tekmec. Ljutomerčani imajo veliko težav, predvsem s tem, da pridejo do kakršnekoli priložnosti. Orovič, dvakratni strelec pri domačih, poglejmo še minute. 31. Jernej Orovič za 1-0, na to pa še 2 gola v drugem polčasu. Na 1-1 je v 52 minuti zadev Tilen Semenič, na to pa, kot se je na koncu izkazalo, končnih 2-1 v 62 minuti še s svojim drugim golom na tekmi Jernej Orovič in pa upisane vse 3 točke strani domačih, ki se tako po porazu v prejšnjem krogu vračajo na zmagovita pota oziroma po 2 zaporednih porazih. Končno znova 3 točke ostajajo v Podvincih. Z moje strani pa naj si bo to za danes vse. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do naslednjič.